Pot do zmage ni nikoli enostavna. Nenehno nas preizkuša z vzponi in padci. Ampak vedno znova najdemo moč, ker nam ob strani stojijo tisti, ki verjamejo v nas. In mi smo z vami, vsak dan, vsak trenutek. Za zdravje, za zmage. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Dober vikend? O ja, veliko vsega. Zgodaj sem vstal. Malo sem brskal po netu. Opravil to in ono. Zalil sem rože. Potrdil sem novega prijatelja. Potem sem se zduširal. Hrano sem naročil na dom. A ja, pa še nov seznam najljubše glasbe sem si naredil. Kaj pa ti? O, se veš, nekaj podobnega. Predstavljamo novi Ford EcoSport. Kje si? Življenje se dogaja zunaj. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Lepo pozdravljeni. Pred nami je še zadnja oddaja Vita življenje je lepo v letu 2018. Konec leta smo izkoristili in na klepet povabili znano slovensko numerologinjo Lili Sorum. Njene numeroskope lahko tedensko prebirate tudi na naši spletni strani www.vitazivljenje.si. Lili smo pa vprašali, kakšno leto je pred nami in zakaj pravi, da bo najbolj karmično leto tega tisočletja. V drugem delu oddaje pa smo obiskali prehransko svetovalko Tanjo Hozjan. Njeni nasveti vam bodo po praznikih še kako prav prišli. Veliko zanimivega vas čaka, torej ostanite z nami. Pred začetkom novega leta sem na klepet povabila znano slovensko numerologinjo Lili Sorum. Lili, lepo pozdravljena in dobrodošla pri nas v Prekmurju. Lepo pozdravljeni, sem vesela, da sem tukaj z vami. Tudi mi. Lili, povejva za začetek, kaj sploh je numerologija za tiste, ki ne vejo mogoče. Zdaj, najkrajši odgovor je vedel o številih, kar po bistvu nisem nič povedala. Ja. No, dobra novica je, da ni tako kot matematika, se pravi, ni suhoparna, ni zakomplicirana, dejansko pa razlaga vpliv števil na naše življenje. Če se mogoče malo naveževa na astrologijo. Astrologija razlaga položaj planeta ob našem rojstvu in iz tukaj črpa pač informacije. In tudi položaj planetov sicer, ko govorimo o obdobjih, ko govorimo o razlagi, kaj določen dan prinaša in tako naprej. Numerologija pa črpa številke iz datuma. In ko govorimo o letu 2019, je ta število 19 tisto, ki je kritično, zato govorimo o karmičnem letu. Ko govorimo pa o osebni analizi, pa gledamo ime in priimek, kajti vsaka številka, oziroma vsaka črka ima v sebi primerno število. Se pravi, tudi vaše ime potem spremenimo v številke. Se pravi, vsak ima svoje število, ki mu je določeno že ob rojstvu. Tako. V bistvu ima 5 števil, ker če bi bilo samo ena, bi bilo čisto preveč enostavno. Ja, seveda. Tako da imamo 5 osebnih števil. Najbolj tako poznano je število življenjske poti, ki je preprosto seštevek rojstnega datuma.
potem pa imamo še število usode, število duše, število osebnosti, število zrelosti in vse to se izračuna po posebnih formulah iz imena, priimka in rojstnega datuma. Potem pa povejva, kako se izračuna življenjsko število in kaj potem pomeni to življenjsko število. Torej, število življenjske poti je enostavno seštevek rojstnega datuma. Toliko časa seštevamo, da pridemo do ene številke. Mora biti enomestno. Tako. Denimo tisti, ki imajo enkrat, to so hitri ljudje, to so voditelji po naravi, vedno iščejo napredek, nekaj novega, nekaj vznemirljivega. To so ljudje, ki jih jaz primerjam s kavbojem. Sedajo se na konja, laso, pa gremo. Razlika od njih so pa recimo tisti, ki imajo dvojkico. To so ljudje, ki so radi v družbi, radi komunicirajo, radi delajo stvari v dvoje. To so ljudje, ki bi rekli, pojdi z mano, ti probi, pa bom jaz počakal, pa če bo še živ čez 4 dni, bom mogoče tudi jaz to juhico probal. Se pravi, zadržani malo bolj, bo rekli, tudi sramežljivi. Trojka so tisti ljudje, ki so izjemno ustvarjalni, se pravi umetniki, notranji otrok je zelo močen pri njih, so duhoviti, ponovadi so tisti dobrovoljčki v družbi. Mogoče se malo težje na njih zanesemo, kadar govorimo o zicledru. Zicleder imajo pa dejansko tisti ljudje, ki imajo seštevek 4. Se pravi, zelo odgovorni, pošteni, delovni, to so ljudje, ki so sposobni več ur zapovrstjo delati, ustrajati in tako naprej. Petkice so take, ki rade potujejo, ki so svobodomiselne, ne obsojajo drugačnosti, rade iščejo drugačnost. Potem imamo šestke, ki postavljajo na prvo mesto dom, družino, romantiko, estetiko, ženstveno energijo. Sedmice bi lahko primerjali znanstveniki, se pravi z nekimi strokovnjaki, učitelji, imajo radi svoj mir, radi se učijo, spoštujejo, bova rekli, resnico, integriteto, korektnost, vse te stvari, ki jih mogoče zdaj malo primanjkuje v svetu. Osmice so naravni organizatorji, načeloma so zelo uspešni v poslu. Vsi tiste osemke, ki niste uspešni v poslu, to pomeni, da delajo na svoji lastni dragocenosti, oziroma na svoji lastni vrednosti. In pa devetke, ki so nekako zdravilci, malo bolj čustveni, zelo sočutni, zelo veliko krat tujo bolečino na sebe potegnejo kot spužvice in se učijo dejansko, kaj je pravo bistvo sočutja. Je pa to samo eno osebno število, ker jih imamo 5 in seveda pa tista kombinacija je toliko bolj natančna. Katera so pa tista močna števila? Vsa. V bistvu vsako ima svojo razlago. Število življenjske poti nam pove, v čemu smo dobri, kaj so naši talenti, kam nas bo pot nekako popeljala, na kaj se nasloniti, kadar smo v stiski. Število osebnosti je tisto, ki nam pove, kako nas okolica dojema. Se pravi, če vedno znova ugotavljamo, da prihajajo do nekih konfliktov, nerazumevanj, se običajno v tej razlagi najde zakaj nas ljudje narobe razumejo, kaj je tisto, kar si narobe razlagajo. Število usode razlaga naše poslanstvo, kaj je tista energija, v kateri smo mi tako zelo domači, da jo dejansko oddajemo. Ker eni ljudje kar pomirijo situacijo, ko pridejo, to so običajno število usode 9. Potem so pa ljudje, ki so tako nemirni, da tudi to na druge prenesejo. Tako da tukaj to se skriva v številu usode, kaj oddajemo v okolico. Število duše je tisto, ki nas zanima, ko smo zaljubljeni, pa ko razmišljamo, kakšnega partnera rabimo, pa kaj potrebujemo v življenju, pa kaj naša duša potrebuje. In potem na koncu je število zrelosti, ki se aktivira v drugi polovici življenja in nam govori, kaj je tisti naš zreli jaz. Zato mogoče lahko povezujemo tudi s krizo srednjih let. Lahko si pa tudi izračunamo število za vsako leto posebej. Tako, to pa je potem osebno leto. Ogromno številk imamo, tako matematiki, to pa ja. Tako da ja, to je pa potem obdobje, to pa računamo iz rojstnega datuma. Naslednje leto stopamo, kjer je seštevek letnice 3, v obdobje notranjega otroka, ustvarjalnosti, radosti, tudi nezrelosti. Tako da vsi tiste, bom rekla, nepozdravljene rane v naši notranjosti se bodo v naslednjem letu toliko bolj postavili v ospredje. In tisti ljudje, ki so čustveno nezreli, ki radi ali manipulirajo, ali so čustveni vampiri, tudi to bo v ospredju. Potem pa gremo na leto 2019. Praviš, da bo karmično, kaj to pomeni? To se že ne sliši tako dobro. Jaz vedno rečem, ne maram škandaloznih naslovnic. Ja, bo pač intenzivno leto, to je res. Dobrodošla je ta informacija, da vemo, na kaj se pripraviti, kako se obrniti, kaj pričakovati, ne pa se bati. Zdaj, vse te stvari, ki so se letos dogajale, če mogoče se malo vrnemo k številkam. Zadnja številka v 2018 je 8. 8 povezujemo z egom, povezujemo z izzivi ega. Se pravi, logičen korak naprej so potem, ko govorimo o 19-ki, izzivi pohlepa. Ne samo ega kot ega, se pravi, vse to, kar vidimo recimo v Ameriki s Trumpom, vse to, kar vidimo, da se dogaja recimo v Braziliji, grozijo z iztrebljanjem Indijancev, vse več se narava uničuje za voljo nafte, za voljo premoga, za voljo pač neke koristi, po drugi strani pa
enkrat, ko ne bo več deževnega gozda, bomo imeli malo probleme dihati, celotna zemlja, ne samo oni v Braziliji. Tako da te stvari se bodo vse bolj zaostrovale. Koliko je sploh vredno življenje, kaj sploh še je sveto, kaj se sploh spoštuje. In zdaj namen tega je, da ozavestimo to temo in da jo potem spremenimo. Vsak pri sebi, človeštvo skupaj. Je pa mogoče res, ja, ko beremo vse te napovedi, pa vsi govorimo o karmi, pa o takih in drugačnih prelomnicah, kar malo zastrašujoče. Katera so pa še tista karmična števila, če smo že pri karmi? 13, 14, 16 in 19. In 19 je dejansko najbolj naporno karmično število in ker govorimo o 2019, govorimo dejansko o najbolj karmičnem letu tega tisočletja. Se pravi, potem po tem letu bo mir, pa bo vse lepo in prav. Je rekla optimistično. V bistvu je tako, dejansko človeštvo prihaja pred določene preizkušnje. Kako jih bomo prestali, je pa tisto, kar bo odločilo ultimativno, kako in kaj bo. Ker dejansko potem 2020 so tiste prelomnice, ko govorimo, ali bo prevladala luč, ali bo prevladala tema. Vse bolj bo tudi tega razhajanja, da ljudje, ki so bolj svetli, bodo bolj skupaj, bolj temni bodo bolj skupaj. In potem 2022 govorimo pa o mojstrskem letu in potem 2023 pa lahko govorimo malo bolj umirjeni energiji. Dobro, še malo se pravi. Še malo, čist malo še. Kaj pa čaka Slovenijo, mogoče, če izpostaviva v tem letu prihajajočem? Slovenija prihaja iz leta 6, to je bilo letošnje leto, v sedmico, se pravi, letos smo stvari veliko bolj čustveno doživljali. Veliko bolj so bile v spredju družinsko življenje, kako vplivajo določene spremembe na posameznika doma. Drugo leto, ker gremo v sedmico, pa govorimo o letu resnice. Tako da veliko bo skrivnosti, ki jih bomo zvedeli, veliko bo kosnjakov popadalo iz omar takih, ki nam ne bojo všeč. Veliko se bo nepravilnosti izkazalo, pa tudi mislim, da kar se tiče samega sistema, pravni sistem, sodni sistem, izobraževalni sistem, zdravstvo, tukaj bi znale ne nujno biti spremembe, ampak vse večji pritiski in potreba po spremembah. Kaj pa na ravni posameznika? Na ravni posameznike pa tako vsak v sebi bo imel fantastično priložnost videti, kje je še nezrel. Se pravi, kaj je tisto, kar še ni pozdravljeno, kaj je mogoče iz otroštva še ostalo. Vsi imamo določene rane, katere se niti ne zavedamo, da jih imamo v podzavesti, triggerji in tako naprej. Tako da na ravni vsakega posameznika sebe poslušati, ko nekaj zaboli, ko te nekaj pojezi, ko bi nekomu vrat zavil, ko vsi smo kdaj taki. Po mojem tudi Dalaj Lama, z vsem spoštovanjem do Dalaj Lame, je včasih jezen pa slabe volje, pa mu je vse odveč. Tako da tudi mi smo samo človek. Prisluhniti, kaj nam to v bistvu govori. Lahko nam nekdo zelo na kakšen gumb pritisne, pa v bistvu gre za nek spomin, ki se je sprožil. Tako da govorimo o tem, da zdravimo svojega lastnega notranjega otroka, otroštvo, spomine na otroštvo. In kar je čudovito tukaj, je pa to, da bolj kot to pozdravimo, večje verjetnosti so, da se nam bodo otroške sanje uresničile. Tako da jaz bi rekla, da se splača. Na kakšen način pa to naredimo? Se pravi, upoštevati sebe, iskati, ko te nekaj zmoti, ko te nekaj pojezi, si vzeti ta potreben čas, se odmakniti, dihati, ne vrat zaviti recimo poštarju ali pa gospe na pošti. In potem se vprašati, na kaj te to spominja, se pravi, na kaj v otroštvu te določena bolečina, jeza, občutek spominja, kdaj si se prvič tako počutil. Mogoče bo to nekoga poneslo nazaj v vrtec. Danes, ko smo odrasli, vemo, da so starši mogli iti v službo v vrtec, glih ne. Takrat pa nismo tega tako razumeli. Je bila pa to mogoče prva bolečina izgube, razočaranja, mama je šla, tukaj me je pustila, potem smo mogli igrače deliti z drugimi, grozen, ko doma je bilo pa vse naše. Tako da vse te neke čist prve, najbolj rane zadeve, ki smo jih izkusili v življenju, ki so vse verjetnosti nekje globoko v podzavesti. Tako da čim bolj sebe poslušati, zakaj nas nekaj moti, kdaj se je to prvič zgodilo in kako lahko danes smo mi sami sebi takšen starš, ki smo ga rabili mi v otroštvu. Kakšna pa je definicija same karme po numerologiji? Marsikdo si karmo predstavlja kot kazen, kot prekletstvo, kot neke nepremostljive ovire. Numerologija pa to v bistvu uči, da je ponovna priložnost. Če mogoče primerja v srednjo šolo. Se pravi, hodimo v šolo, imamo kakšen cvek, sem pa kaj, ampak na koncu leta nekako zdelamo. To bi lahko primerjali z življenjskimi lekcijami, ki se jih tudi lahko preko numerologije pogleda. Se pravi, kaj se v tej inkarnaciji naša osebnost, naša duša uči. Ko pa govorimo o tem, da celo leto ga bluzimo, pa kaj pobiksamo, pa imamo pa na koncu leta popravni izpit, tam pa potem več nam ne gledajo toliko zelo skozi prste. Moramo neko znanje pokazati, snovi je toliko več, je toliko bolj zahtevno in to mogoče lahko primerjamo s karmo. Karma je sicer zelo pretkana, nas bo počakala za vsakim vogalom, tam, ko jo najmanj pričakujemo.
Ni pa kazen, to ne pomeni, da ne moramo biti uspešni, to ne pomeni, da ne moramo imeti ljubezni v življenju, pomeni samo, da rabimo te določene stvari pri sebi pozdraviti pa spremeniti. In tudi velikokrat, ko govorimo o karmi, recimo najbolj tako poznano število je 13, nas uči tudi lastne vrednosti. Prvi korak števila 13 je to, da se učimo poštenosti, se pravi, po vsej vrednosti se bomo rodili v revnejšo družino, bomo zelo zgodaj začeli v službo hoditi, ker se učimo poštenosti, dela, kaj je to sploh, da sam za sebe zaslužiš. Naslednji korak je pa potem, da tudi vrednotimo svoje delo, se pravi, da tudi rečemo ne, da nismo ravno vsake praznike mi dežurni, pa vedno mi, ne vem, po 12 ur v službi sedimo, se pravi, tudi da sebe znamo ceniti, vedno sta dve plati zgodbe, tako da karma v bistvu sploh ni tako zelo slaba. Vsi jo pa dojemamo slabo, se mi zdi. Tako, in tudi ko govorimo o osebnih analizah, je velikokrat potem ta strah prisoten, ne, joj, grozen, se pravi, sem bil jaz grozen. Mislim, da v prejšnji življenji smo ga vsi kdaj pobiksali, še nobeden izmed nas tudi zdajle ne sedi na oblaku, ne igra harfe, še ni razsvetljen, tako da vsi ga še vedno biksamo. Se mi zdi, da se zadnje leto dosti več govori o karmi, kot se je v preteklosti. To je res, ja. Se mi zdi tudi mogoče 13, 14, 16, 19 so števila povezane s karmo, tako da ravno iz teh nekih letnic tudi vam prihajamo. Povejva še nekaj o samih mesecih, oziroma kdaj je najbolj ugoden čas za ljubezen, za posel, kaj je s porokami, za nositvijo drugo leto? Zdaj, roko na srce, kadarkoli smo v karmičnem letu ali karmičnem obdobju, te stvari niso priporočljive, ne? Tako da, ko govoriva zdaj o zaroki, o poroki, mogoče bi bilo res bolj priporočljivo počakati na naslednje leto. Mi je pa zanimivo, da sta se Meghan Markle in Harry poročila na 19. maja. 19. karmično število, tako da glede na to, da vem, da sta zelo nagnjena k vsem tem raznim alternativnim vedam, mi je zanimivo, da so jima ta datum priporočili, no. Ko pa govoriva zdaj najboljši meseci za ljubezen, to bo marec, pa potem kasneje še december, tako da zdaj, če govoriva konkretno o zanositvi, je tudi marec že v redu, ne, ker bo dojenček potem privekal na svet že v 2020. Ko govoriva o poslu, sploh če govorimo o zadevi, kjer je potrebno veliko dinamike. Ko govorimo o delu povezanem s tujino, s potovanji, delo na terenu, je to maj. Vsi tisti, ki razmišljajo o tem, da bi odprli svoj lastni posel, se pravi svoj SP, bo najboljši mesec julij. Ko govoriva o učenju, o pisanju, o branju, o duhovnem delu, o osebnostni rasti, je to april. Kaj smo še rekli? Zdravje mogoče še? Aha, ja, 2019, ker je karmično leto, bi znalo biti malo težje, ko govorimo o fizičnem telesu. Se pravi, če smo utrujeni, to pomeni, da nam duša sporoča, da ne živimo svojega poslanstva. Bo pa februar, pa november bosta taka meseca, ko bo zdravje v ospredju. Kaj pa z otroci, ki bodo rojeni drugo leto? Nekje sem prebrala, da bodo prav posebni otroci. Je to res? Tudi zdaj se rojevajo prav posebni otroci. Se mi zdi, da imajo že toliko modrosti sami sabo prinesejo, da se lahko mi odrasli veliko od njih naučimo. Za vse tiste, ki bodo novorojenčka letos pričakali, naj se ne ustrašijo, za 2019 ne bo to hudo, kakor mogoče vsi strašimo s tem. Definitivno bodo pa to bitjeci, ki bodo zelo močno razlikovali luč in temo. Ravno zato, ker so se rodili v letu, ko temo nekako, ne da jo leto ozavešča temo, ne ti otroci, ampak znali bojo prepoznati slabo, dobrega, mogoče veliko lažje. Vsi tisti, ki se odločijo obiskati numerologa, kaj lahko pričakujejo, ko pridejo k numerologu? Vse tisto, kar rabijo. Zelo veliko je spraševanje, recimo po spremembi imena, ker to je energijski zapis, je velika razlika, če mi spremenimo, tudi recimo s poroko. Potem so osebne analize, podobno kot je recimo natalna karta v astrologiji, kot so prej rekle. Če nekdo potrebuje namig, v čemu je dober, kateri poklic izbrati, kdaj ga izbrati, kdaj je mogoče samostojno podjetništvo se odločiti ali pa preseliti, ali pa poročiti, ali pa za otročka. Tako da ogromno je nekih vprašanj, na katere lahko numerologija odgovori. Se mora vsak odločiti, oziroma zakaj rabi sploh, oziroma kaj ga točno zanima. Tako. Bi pa opozorili, da to ni prerokovanje. Se pravi, numerologija ne more povedati, v sredo ob 4 popoldne boste srečali svojo sorodno dušo. Lahko pa pove, ta oseba vam prinaša te pa te lekcije, tukaj sta kompatibilna, tukaj mogoče bodo izzivi, tukaj mogoče komunicirate različno in tako naprej. Tako da je zelo uporabna, zelo praktična, ni pa kristalna krogla. Je še kaj takega, kar bi želela izpostaviti mogoče za naše gledalce? Čim bolj umirjeno v drugo leto, čim bolj iskati tiste ta prave vrline, se pravi poštenost, iskrenost, to je namen tega karmičnega leta, da nas življenje nežno spomni, da je tisto, kar je najbolj dragoceno v našem srcu, ne v naši denarnici. Lili, hvala za tale pogovor in hvala, da sva se spoznali to leto in da sodeluješ seveda z nami. Tudi jaz sem zelo vesela, da sva se uspeli spoznati, tako da hvala lepa vam za povabilo. Hvala.
V oddaji Vita življenje je lepo bomo danes med drugim govorili tudi o prehranskem svetovanju in analizi telesne sestave, zato lepo pozdravljeni prehranska svetovalka Tanja Hozjan. Pozdravljeni. Poglejmo najprej analizator. To je ena posebna naprava, pa me zanima, kaj nam meritve te naprave sporočajo, oziroma za začetek morda, kako analizator sploh deluje in kaj to je. Analizator telesne sestave je naprava, ki s pomočjo frekvenc izmeri odstotek telesne maščobe v telesu in določi tudi težo mišic. To se pravi, meritev izgleda podobno kot navadno tehtanje, s tem, da meni kot prehranski svetovalki da veliko več zame pomembnih informacij. Kako pa se opravi sama analiza telesne sestave? Kako to izgleda? Ko nekdo pride na analizo, se zdaj potem kaj zgodi? Analiza telesne sestave izgleda podobno kot tehtanje, s tem, da mora noga biti bosa, oseba je oblečena, v roke prime dve ročki, skozi katere teče blaga frekvenca, ki je seveda človeku neškodljiva, in ta frekvenca teče različno skozi maščobno maso, skozi kosti in skozi mišice, in na podlagi tega potem lahko vidimo, koliko od telesne teže dejansko predstavlja maščoba, koliko mišice, koliko kosti in tudi koliko procentov je vode. Kakšne točno informacije vi in tudi tisti, ki pridejo na analizo telesne sestave, dobijo s temi meritvami? Analiza telesne sestave mi pove odstotek maščob v telesu in tudi posebej izmeri odstotek maščobe okoli trebušnega predela, kar je zelo pomembno, ker včasih je oseba lahko ima prekomerno telesno težo, pa ima nižji odstotek telesne maščobe ali tudi obratno. Pri hujšanju pa je zelo pomembno, da se ne hujša samo na račun mišične mase ali vode, ampak da spremljamo tudi, da se ves čas niža odstotek maščobe. Z analizo telesne sestave torej dobimo določene informacije. Katere točno so te informacije, ki vam potem služijo za nadaljnjo obravnavo? Tukaj pred sabo imava list analize neke osebe. Kaj vse tukaj piše? Poleg teže nam pove odstotek telesne maščobe in tudi analizator ponudi zaželen odstotek, to se pravi, da vemo približno med katerimi vrednostmi se moramo gibati, da bo optimalno za zdravstveno stanje osebe. Izračuna tudi maščobno maso, pusto težo, mišično maso, tako da vidimo, če je človek, če je konstitucija mišic še v redu. Indeks telesne mase nam pove, ki je razmerje med višino in težo. Prav tako izračuna metabolno starost, torej da vidimo, koliko zdrav in koliko hiter oziroma počasen je metabolizem. Zelo pomemben podatek zame je izračun bazalnega metabolizma, to se pravi, koliko kalorij potrebuje oseba dnevno za vzdrževanje telesne teže oziroma samo za osnovne funkcije. Potem, poleg tega bazalnega metabolizma, pa jaz še z določenimi koeficienti prištevam kalorije, pač glede na človekovo dejavnost, poklic, športne aktivnosti. Analizator mi pove tudi nivo visceralne maščobe, ki je zelo pomemben. Od 1 pa tam do 9 nekje stopnja je zdravo, vse, kar je povišano, je pa potem potrebno za zniževanjem telesne teže znižati. Tukaj morda prav, da podrobneje razloživa, kaj je visceralna maščoba. Visceralna maščoba je maščoba v trebušnem predelu in kadar je povišana, jo povezujejo z določenimi kroničnimi boleznimi, kot je recimo diabetes tipa 2 ali pa zvišan krvni sladkor oziroma holesterol. Potem pa je naprej še kup enih grafov in analiz. Kaj še nam izračuna analizator? Analizator nam pove tudi odstotek vode v telesu, če je ustrezen za določeno starost oziroma spol. Potem nam naredi tudi segmentno analizo, to se pravi analizo mišične mase in maščobe po različnih delih telesa, tako da lahko oseba tudi spremlja, ali se je maščoba prerasporedila, ali je določen del telesa, kjer je več maščobe, in isto pri mišicah. Včasih športniki radi spremljajo, ali se mišična masa razvija recimo v vseh mišicah enakomerno. Se pravi, da tukaj vidimo porazdeljeni ta odstotek tudi glede na okončine? Ja, tudi glede na okončine. Analizator razdeli težo na maščobno maso in na pusto težo.
pusto težo na maso kosti, torej lahko vidite tudi težo svojih kosti, in na mišično maso na proteine in na vodo, vodo pa na zunajcelično in znotrajcelično tekočino. Pri posamezniku je pomembno predvsem razmerje med njima, ki mora biti ustrezno, in to nam tudi potem analizator pove. Nadalje analizator oceni postavo, torej ali je oseba presuha, zdrava, debela, zelo debela, in tudi mišice oceni, ali so standardne, krepko, ali je oseba krepko grajena, zelo mišičasta ali pa mogoče tudi premalo mišičasta. Dobite torej kup enih informacij, ki so potem temelj, neka osnova za vaše prehransko svetovanje. Kako se potem lotite tega? Iz česa izhajate? Kaj je ključno? Analiza telesne sestave je ključna glede izračuna energijskega vnosa. Za celoten program pa potrebujem tudi urnik posameznika, moram vedeti nekaj več o njegovem življenjskem slogu, tudi upoštevam njegov okus, navade, zmožnost priprave, tudi da lahko finančno vse skupaj izvede ta program hujšanja. Analiza pa je predvsem ključna v tem, da se načrtuje ustrezen vnos kalorij. Je torej namenjena posameznikom, torej tistim, ki se recimo spopadajo s prekomerno telesno težo, želijo shujšati. Tudi športnike ste omenili, kdo so še vse tisti profili uporabnikov, ki prihajajo k vam na analizo telesne sestave? Analizo telesne sestave uporabljamo največ v programih hujšanja, ravno zaradi tega, da vidimo, ali se telesna teža znižuje na račun telesne maščobe ali pa na račun mišic. To je zelo, zelo pomemben podatek v programu hujšanja. Drugače pa se analiza telesne sestave vse več vključuje tudi v programe zdravja na delovnem mestu, torej skrbni delodajalci se zanimajo za to, da so njihovi zaposleni zdravi, da se dobro počutijo, in z analizo telesne sestave jim lahko pomagajo, da naredijo ta prvi korak in dejansko vidijo neko sliko zdravstvenega stanja svojega organizma v smislu obremenjenosti z visceralno maščobo ali z prevelikim odstotkom maščobe ali z počasnejšim metabolizmom. In potem jim jaz lahko tudi svetujem, da ustrezno spremenijo svoje življenjske navade. Ljudje, ki so bolj zdravi, ki se boljše počutijo, ki so tudi bolj vitki, lažje delajo in so bolj produktivni. Posamezniki torej prihajajo k vam, če pa se neko podjetje odloči za tovrstno dejavnost oziroma za tovrstno analizo, pa se potem najbrž z analizatorjem odpravite kar k njim in na sedežu podjetja lahko vse to opravite, kar smo zdaj opisali. Če je sedež podjetja blizu, potem svetujem, da se analize opravijo tukaj, v mojem poslovnem prostoru. V nasprotnem primeru pa se lahko odpeljem tudi na teren. Analizator je primeren za delo na terenu in opravimo meritve kar na podjetju. Vaš naziv je certificirana prehranska svetovalka. Pa najprej, da pojasniva gledalkam in gledalcem, kaj pravzaprav prehransko svetovanje obsega. Prehranski svetovalci pomagamo ljudem pri spremembi prehranjevalnih navad. Motivi pa so lahko različni. Velikokrat gre za željo po znižanju telesne teže, lahko je zaradi zdravstvenih težav, lahko je enostavno zaradi želje po nekem lepšem videzu, po več vitalnosti, po več energije. Včasih pridejo k meni tudi ljudje, ki imajo različne alergije, intolerance, včasih potrebujejo samo osvežitev svojega jedilnika, nove ideje, recepte, tako da stranke imajo zelo različne potrebe. Omenili smo že, da je za prehranski načrt potrebna torej najprej analiza telesne sestave, ki je osnova za nadaljevanje, za spremljanje nekoga, za prehransko svetovanje. Ampak tukaj je pomemben tudi drugi dejavnik, torej ta anketni vprašalnik, ki ga posameznik izpolni in ki je potem dejansko osnova za neko individualno obravnavo. Kaj vse vam tukaj sporočajo vaše stranke? Zame je pomembno, da stranko zelo dobro spoznam,
moramo najprej videti, zakaj je sploh prišlo do prekomerne telesne teže. Lahko so včasih težave z prepočasnim delovanjem ščitnice, lahko gre za slabe prehranjevalne navade, pomanjkljivo znanje ali za kakšno drugo težavo, ki jo je treba najprej videti, spoznati, rešiti. Na podlagi tega in na podlagi analize potem sestavimo jedilnik, pri katerem upoštevamo tudi urnik, življenjski slog, tudi neko družinsko, kulturno okolje in da naredimo za stranko sam jedilnik najlažje izvedljiv. Je to torej ta zelo pomembna prednost individualne obravnave, kar ste zdaj predstavili izhodišče, kako se potem lotite prehranskega svetovanja za posameznika, za posameznico, ker imamo vse polno različnih diet na spletu, ampak je to nekaj povsem drugega, ne dajo se primerjati s tovrstnim prehranskim svetovanjem. Tukaj je res osredotočeno na cilj določene posamezne osebe in na njene življenjske navade. Po mojem jedilnik oziroma hujšanje ne more biti posplošeno, mora biti narejeno posebej za vsako osebo. Isto kot splošna prehrana je zmeraj prilagojena določeni osebi, njenim potrebam, njenem energijskemu vnosu, okusu, željam, tudi okolju. Na enak način se moramo lotevati tudi shujševalnih programov. Torej, če na spletu vidimo nek shujševalni program, ki nam obljublja neke zelo dobre rezultate, ni nujno, da bodo ti rezultati tudi učinkovali tudi pri nas, ravno zaradi tega, ker vsaka oseba ima resno zelo specifičen energijski vnos in tudi zelo specifičen metabolizem, ki se odziva različno na jedilnik. Pri osebnem, individualnem shujševalnem programu se jedilniki ves čas prilagajajo. To se pravi, tudi ko oseba hujša in se energijski vnos manjša, se manjša energijski vnos v jedilniku, tudi če vidimo, da neke določeni obroki ne funkcionirajo dobro ali pa da vidimo, da je mogoče izguba telesne teže prepočasna, se potem za vsako stvar posebej iščejo rešitve in to je ta ključna prednost individualnega svetovanja. Kaj je danes pravzaprav po vašem mnenju, zdaj ko ste spoznali že toliko težav, izzivov vaših strank, kaj je največja težava pri načinu prehranjevanja? Vidim, da so ljudje predvsem zmedeni v tem kupu informacij. To se pravi, preveč vsega je na voljo predvsem na internetu in ljudje se že težko znajdejo v vseh teh informacijah. Torej, potrebujejo neko usmeritev, ravno to, potrebujejo najti, kaj je med vsemi tistimi informacijami res dobro zanje, kaj je tista njihova prehrana, ki bo za njih najboljše funkcionirala. Opažam pa tudi, da je nekako zelo težko najti neko zdravo ravnovesje v vsem tem, kaj se nam ponuja. Torej, opažam, da so na tržišču diete, ki so zelo radikalne, ki nas navajajo k temu, da na zelo drastičen način spreminjamo svojo prehrano, oziroma po drugi strani spet vidim preveliko ravnodušnost. Po mojem je ključ v tem, da v prehrani zmeraj tako kot v vsem v življenju iščemo tisto harmonijo in ravnovesje. Kakšne izzive si postavite s svojimi strankami? Je to neka izguba teže v določenem terminu, torej nek kratkoročni načrt, ali je vendarle cilj postavljen na daljše proge? Se da na ta način tudi spremeniti način prehranjevanja za vse življenje? Postavitev ustreznega cilja je pri programu hujšanja zelo pomembna. Postavimo nek končni cilj in tudi manjše vmesne cilje, da potem lažje spremljamo. To pa ni samo telesna teža, torej cilj zastavljen v izgubljenih kilogramih, ampak je tudi dobro počutje, tudi več energije, manj utrujenosti, predvsem pa vzdrževanje telesne teže. Torej, o vzdrževanju telesne teže se s svojimi strankami pogovarjam že na začetku. Že na začetku hujšanja nam mora biti ta dolgoročni cilj, ravno to, da bo oseba zdaj enkrat našla ta svoj prehranski vzorec, ki ga bo lahko vzdrževala celo življenje. To ne pomeni, da se bo prehranjevala na enak način celo življenje, ampak da bo zmeraj znala najti tisto, kar je najboljše za njo. Splošno znano je, da je zdrav način prehranjevanja povezan z večjim številom obrokov.
razporejenimi skozi dan in teh je običajno več, kot jih povprečen človek zaužije v enem dnevu, pa se potem nekako bojimo pristopiti takšnemu načinu prehranjevanja zaradi napornega delovnika, zaradi ritma divjega skozi dan, skozi teden. Je vendarle mogoče, da si tudi nekdo, ki ima stresno službo, naporni delovnik, da je, ne vem, v enem dnevu na večjih koncih, da si uredi nekako prehrano skozi dan? Vse to tudi predstavlja izziv pri načrtovanju programa hujšanja, s tem, da moramo razumeti, da obrok recimo v shujševalnem programu je lahko tudi že jabolko ali pest oreščkov. In ko enkrat oseba usvoji te nove navade, postanejo zelo avtomatske in začne ta oseba v njih tudi uživati in enostavno postanejo del življenja. Svetovanje, prehransko svetovanje, torej ni namenjeno samo tistim, ki želijo shujšati, ki želijo izgubiti telesno maso, pač pa tudi drugim. Koga vse nagovarjate, da pride, da naredi najprej analizo telesne sestave in da si lahko potem skupaj nekako mu postavite nove cilje, sprejme nove izzive in se nekako sooči z novim, bolj zdravim načinom prehranjevanja? Kdo so vse še tisti, ki jih to lahko zanima? Poleg oseb, ki bi radi shujšale, me obiščajo tudi ljudje z zdravstvenimi težavami, naprimer z povišanim krvnim sladkorjem ali holesterolom, z težavami z ščitnico, raznimi alergijami, intolerancami, včasih tudi osebe, ki se počutijo nekako brez energije, utrujeni. Včasih me obiščajo tudi starši, ki bi radi spremenili prehrano otrok ali mladostnikov. Obiščajo me tudi ljudje, ki bi enostavno želeli malo osvežiti prehrano, ki potrebujejo kakšne nove recepte, pa tudi velikokrat pari, torej partnerji oziroma zakonca, ki bi si rada v svojem gospodinjstvu vzpostavila neki bolj zdravi način prehranjevanja. Kdaj je pravi čas za spremembe pri posamezniku? Danes. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Konec leta je čas za zahvale in hvaležnost. Mi, ekipa oddaje Vita, se vam zahvaljujemo, da nas spremljate. Hvala tudi, da spremljate našo Facebook stran Vita življenje je lepo, da všečkate naše objave, jih delite in komentirate. Vedno več vas je in to nam veliko pomeni. Hvala vam. Tudi vi izkoristite konec leta in razmislite, kaj vam je lepega prineslo leto 2018. Verjamem, da je bilo tega veliko. Mi vam želimo v letu 2019 veliko sonca in predvsem imejte se radi. V prvi vrsti radi sami sebe, da boste lahko imeli radi tudi druge. Za konec pa naj ne bo odveč opozorilo, da ne mečite petard. Saj veste, kako nevarne so in kako škodujejo našim živalim. Mi se gledamo spet prihodnje leto, do takrat pazite nase, imejte se lepo in seveda čaroben skok v novo leto. Srečno! Pot do zmage ni nikoli enostavna. Nenehno nas preizkuša z vzponi in padci. Ampak vedno znova najdemo moč, ker nam ob strani stojijo tisti, ki verjamejo v nas. In mi smo z vami, vsak dan, vsak trenutek. Za zdravje, za zmage. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Dober vikend? Oja, veliko vsega. Zgodaj sem vstal. Malo sem brskal po netu. Opravil to in ono. Zalil sem rože. Potrdil sem novega prijatelja. Potem sem se stuširal. Hrano sem naročil na dom. A ja, pa še nov seznam najljubše glasbe sem si naredil. Kaj pa ti? Saj veš, nekaj podobnega. Predstavljamo novi Ford EcoSport. Kje si? Življenje se dogaja zunaj. Kmečka salama.
Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info.